Spoštovani predsednik Republike Slovenije v desetletju od 2012 do 2022, gospod Borut Pahor. Spoštovani predsednik Slovenske matice, dr. Aleš Gabrič, spoštovani akademik, profesor dr. Milče Komelj, predsednik Slovenske matice v desetletju med 2008 in 2018. Cenjeni, zaslužni in častni člani in članice Slovenske matice, spoštovani člani, spoštovane članice, člani našega upravnega odbora in vsi, ki ste danes z nami. Slovenska matica je od svoje ustanovitve leta 1864 klicala k sebi in podpirala tiste, ki so v ta prostor in ta čas zadnjih 160 let prinašali lepoto, ki so ljudi povezovali, združevali, ki jih je navdihovala njihov slovenski jezik, njihova kultura in znanost.
Od takrat dalje smo se tukaj poklanjali znamenitim Slovenkam in Slovencem. Kar nekaj jih je zbranih v naši galeriji. Danes pa se nam tukaj pridružuje predsednik države Republike Slovenije v desetletju od 2012 do 2022 kot naš nov častni član. Vabim predsednika Slovenske matice, dr. Aleša Gabriča, da spregovori nekaj nagovornih besed na našem dogodku. Hvala Ignaciji za te spodbudne besede. Hvala seveda tudi uvodničarkam. Mogoče malo pravičiti, da bomo prav tako milozvočnih besedah zdaj bolj prisluhnili malce manj milozvočnih besedah. Spoštovani Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije v desetletju 2012-2022 in vsi ostali gostje, ki jih je pozdravila že naša neutrudna Ignacija Fridl-Jarc. Veseli me, da smo se zbrali na tako prijetnem dogodku, kot je danes. Kmalu bo poteklo 10 let od praznovanja 150-letnice Slovenske matice, ki je potekala 4. februarja 2014 pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. V govoru na Slavnostni akademiji je zgodovino Slovenske matice ocenil kot zgodbo o viziji, njeno sedanjost pa kot enakopravno vključevanje v skupnost evropskih narodov. Ker po Slovenski matici tedaj ni bilo ravno postano z rožicami, saj je po spremembi financiranja iz državnega proračuna ob prelomu tisočletja težko vzdrževala doseženo raven aktivnosti. Zanimivo pri tem je bilo, da je bila misel o potrebnosti ohranjanja Slovenske matice in reševanju njenih težav prisotna pri vseh predstavnikih države, na katere se je od začetka tega tisočletja obračala Slovenska matica, ne glede na njihove politične ali idejne poglede. Ker pa, kot običajno s kančkom ironičnosti radi pripomnimo, tiha moralna podpora ne zagotavlja kar potrebnega, to je bilo v času priprav in praznovanja 150-letnice najstarejšega slovenskega znanstvenega in kulturnega društva, obojene tudi ideje o dolgoročnejši rešitvi njenega položaja s sprejetjem posebnega zakona o Slovenski matici. Na Slavnostni akademiji ob 150-letnici je predsednik Slovenske matice Milček Komelj primerjal položaj Slovenske matice z nekaterimi drugimi slovanskimi maticami, ki jim je država zaradi podobnih zaslug v kulturnem razvoju naroda priznala njihovo državotvorno vlogo in jim zagotovila posebno mesto tudi v današnjem svetu. Slovenski matici pa je potem, ko je aktivno sodelovala pri ustanavljanju prve slovenske univerze in Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ostala še bolj ali manj simbolna vloga, pa čeprav ob tem ni zdrknila na obdobje kulturnega dogajanja. Pobude za sprejetje zakona je dobivala v naslednjih letih vse konkretnejše oblike in pri tem uživala veliko podporo predsednika republike. O tem bo sicer kasneje več povedal še tedanji predsednik Slovenske matice Milček Komelj, ki je sodeloval v večini pogajanj, ob njem pa sta bila od vodstva Slovenske matice, pri tem najbolj agilna še dva zelo ugledna člana akademika vodstva matice, tajnik urednik Drago Jančar in podpredsednik matice Tadej Vajk, torej širše priznani in odmevni pisatelj in tedanji predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Naj pripomnim, da to niso bile poti od Poncija do Pilata, saj smo vpeti v dogajanje vse bolj čutili, da se nam odstirajo nova obzorja in da se kljub skepsi, posledici izkušenj manj uspešnih dogovarjanj iz prejšnjih desetletij, nakazuje zagotovitev stabilnejše prihodnosti kot priznanje Republike Slovenije Slovenski matici za njeno vlogo, ki jo je odigrala v kulturnem razvoju slovenskega naroda. Delegacije Slovenske matice so se izmenjavale pri najvišjih državnih predstavnikih, predsedniku Republike Slovenije, predsedniku državnega zbora, 2 ministrih in 1 ministrici za kulturo,
Pri usklajevanju pa so sodelovali tudi predstavniki ministrstev pristojnih za znanost in za Slovence po svetu. Dogajanja so vestno zabeležena v društvenih novicah za tista leta, objavljena v glasnikih Slovenske matice, naklonjenost predsednika Republike Boruta Pahorja pa je vzbujala optimistična pričakovanja, da gre priprava zakona o Slovenski matici v pravo smer. Unija za sodelovanje ni popustila niti po sprejetju zakona in predsednik Borut Pahor se je rade volje odzival na povabila Slovenske matice za častno pokroviteljstvo in sodelovanje nad njenimi največjimi letnimi dogodki in se jih tudi udeležil. Koordinacijo z uradom predsednika pa je običajno na svoj prijazen in konkreten način vodila vodja njegovega kabineta kolegica Ale Brglez. Predsednik Borut Pahor je sprejel častno pokroviteljstvo nad prireditvijo ob 155-letih Slovenske matice, ko so se vrstili dogodki od jutra do večera in ponazorili plodovitost, raznolikost in živahnost ustvarjalnosti, ki se je imamo deloma zahvaliti tudi zakonu o Slovenski matici. Mimogrede, mislim, da predsednik tega ne ve, fotografija predsednikovega prehoda na dan odprtih vrat Slovenske matice 4. februarja 2019 je objavljena tudi v prvi številki časopisa Slovanski obzor, ki jo od leta 2021 izvaja Slovaška matica za povezovanje in obveščanje o delovanju slovanskih matic. Tudi v govoru ob tej priložnosti ni podvomil, da se bo Slovenska matica, tako kot ob soočenih v kriznih razmerah v preteklosti, uspešno soočila tudi z najnovejšimi izzivi sodobnega sveta. Dokaz temu in potrditev, da sodelovanje s kabinetom predsednika ni bilo prekinjeno niti v času Svetovne akademije, ko nam jo je zavodil COVID-19, je bil največji simpozij Slovenske matice v obdobju, ko so bile prireditve prenesene v spletno okolje. Predsednik Borut Pahor je kot častni pokrovitelj simpozija Kongres po kongresu, izvedenem 11. in 12. maja 2021 ob 200-letnici Ljubljanskega kongresa, zaradi prepovedi neposrednih stikov sodelujoče nagovoril kar iz predsedniške pisarne preko svetovnega spleta. Njegovim besedam pa lahko prisluhnemo na YouTube strani Slovenske matice ali si jih preberemo v glasniku Slovenske matice za leto 2021. Ob koncu mandata, ko so v predsednikovem kabinetu pripravljali zbornik njegovih predsedniških govorov, pa prav tako niso mogli mimo plodnega sodelovanja s Slovensko matico, se je uvrščena v knjigi, ki nam jo je poklonil. Tedaj seveda v predsednikovem kabinetu še niso bili seznanjeni z dogodki oziroma predlogi vodstva Slovenske matice, ki je naše sodelovanje še podaljšalo vse do današnjega dne. Z današnjo podelitvijo častnega članstva pravzaprav dokončujemo razpravo seje upravnega odbora pred skoraj letom dni, ko je bilo v volilnem letu izrečena pobuda, da se predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju ob koncu mandata zahvalimo za njegovo aktivno podporo pri sprejemanju zakona o Slovenski matici, za njegovo pokroviteljstvo nad prireditvami Slovenske matice in pravzaprav vsestransko podporo, ki smo jo čutili v stikih z njegovim kabinetom. Ker po statutu častne člane na predlog upravnega odbora imenuje zbor članov Slovenske matice, se je realizacija zavlekla globoko v letošnje leto. V zahvalo za podporo pri sprejetju zakona o Slovenski matici je bil za častnega člana že izvoljen tedanji minister za kulturo Tone Peršak, saj se je dokončno oblikovanje besedila zakona odvijalo na ministrstvu v času njegovega mandata. Zakon o Slovenski matici naše društvo sicer ni postavil na piedestal, na kakršnega so postavljene nekatere druge slovanske matice. Mislim predvsem na srbsko, hrvaško in slovaško. Nam pa je zagotovil prepotrebno stabilnost, ki preusmerja večino pozornosti in dejavnosti na vsebinska vprašanja založniškega in prireditvenega programa, zaradi katerih Slovenska matica ohranja pomembno vlogo na slovenski kulturni sceni. Žal nimamo celovitega seznama častnih članov Slovenske matice od njene ustanovitve in so na našem seznamu zgolj izvoljeni iz zadnjih desetletij. Nalogo dopolnitve seznama iz naše lastne preteklosti nas še čaka. Seveda so se tudi nazivi in statutarna pravila skozi zgodovino spreminjala, a so te izvolitve vedno bile deležne
osebnosti zaradi zaslug za slovensko matico ali za posebno dosežko umetnosti in znanosti. Danes ta seznam dopolnjujemo z novim imenom v zahvalo za vse tisto, kar je zapisano tudi na diplomu. Hkrati pa lahko v imenu slovenske matice izrazim zaupanje in prepričanje, da se plodno sodelovanje s kabinetom predsednika, po novem predsednice Republike Slovenije, ne zaključuje. Koraki v to smer so že bili narejeni. Sedaj pa vabim predsednika Republike, da se mi pridruži. Predsednik Republike Slovenije v desetletju od leta 2012 do leta 2022, gospod Borut Pahor, je v svojem desetletnem mandatu z izrazito povezovalno in združevalno državniško držo, spoštljivim poklonom naši narodni zgodovini, kulturi in znanosti, ter premišljevanjem o preteklosti in prihodnosti slovenstva, poosebljal načela, ki jih je pred skoraj 160 leti ob svoji ustanovitvi potrdila Slovenska matica. In ta načela bivši predsednik Republike Borut Pahor nič manj trdno, prepričljivo in strpno zagovarja tudi danes. Slovenski matici, naši najstarejši dejavni kulturni in znanstveni ustanovi, je naklonil dragoceno pozornost tako ob njeni 150-letnici, kot 5 let pozneje, ob njeni 155-letnici. Svoje spoštovanje do njene tradicije in njene intelektualne veličine pa potrdil tudi s sodelovanjem na nekaterih pomembnih simpozijih. Izkazal je posebno čast v svojih slavilnih govorih, v katerih je izpostavil matičin nacionalni pomen, njeno intelektualno sredobežnost, njeno vlogo za razvoj slovenske znanstvene terminologije in jo označil za duhovno in vrednotno torišče. Poudaril je matičino spoštovanje različnosti miselnih svetov ter njen pomen za krepitev odličnosti in uveljavljanje znanja. Imenoval jo je, navajam, trdna opora slovenskega naroda in njene duhovne rasti. Vse to, dragoceni nosilec sredobežnosti, vrednotno torišče in duhovna opora, je bil v desetletnem predsedniškem mandatu Slovenkam in Slovencem, živečim na vseh celinah sveta, bivši predsednik Republike Borut Pahor. Svojo sproščenostjo in neobremenjenostjo, odprtostjo do drugega in drugačnosti, svojim nalezljivim optimizmom in vztrajnostjo, ko je treba rahljati okope miselne ozkosti in graditi mostove med nasprotujočimi si kulturnimi in političnimi bregovi, nas vse vztrajno nagovarja, da ustvarimo prostor sožitja in dialoga, da mora biti naša misel vedno prežeta tudi s kulturo srca, da moramo vsako svojo družbeno vlogo pospremiti s toplo roko pomoči in podpore. Roko pomoči in podpore je bivši predsednik Republike Borut Pahor Slovenski matici širokosrčno ponudil tudi ob sprejemanju posebnega zakona, s katerim je bila priznana njena zgodovinska narodotvorna vloga in delno urejen njen finančni status. Ni moč spregledati njegovih zaslug, da je bil zakon o Slovenski matici v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet z vsemi glasovi prisotnih. Tako je Slovenska matica še enkrat povezala Slovenke in Slovence. Enako široko danes Slovenska matica odpira svoja vrata Borutu Pahorju, predsedniku Republike Slovenije v desetletju
od 2012 do 2022. S podelitvijo častnega članstva mu izrekamo globoko hvaležnost za vse zaslužno opravljeno delo in ga obenem vabimo, da v naši intelektualni sredini nadaljuje in vedno najde prostor za svoje neprecenljivo in dragoceno poslanstvo. To sta skrb za ohranjanje korenin slovenstva, iz katerih je zrasla naša država, in obenem tudi pozornost do vseh tistih mladih intelektualnih pogankov, iz katerih bo na temeljih lepote in moči besede, spoštovanja različnosti in pristne želje po sožitju, vnetem iskanju luči razuma in večnih vrednotah humanizma in humanosti, narodnem ponosu in ljubezni do drugega izraščala prihodnost slovenske kulture in znanosti. Spoštovani gospod predsednik, visoki gostje, gospe in gospodje. Sprejmite najprej, prosim, izraze moje iskrene hvaležnosti za čast, ki mi je danes namenjen. Vsem se zahvaljujem za pozornost in tudi naklonjenost. Spoštovani, v 90-ih letih prejšnjega stoletja se je zdelo, da je glede slovenskega nacionalnega vprašanja nastopil konec zgodovine, da je z ustanovitvijo države namreč vse pojasnjeno in rešeno. Deloma je bilo tako sproščeno ozračje razumljivo in pričakovano. Slovenski narod se je z ustanovitvijo države konstituiral kot nacija, z demokratičnim razvojem države in njeno uvrstitvijo v mednarodno skupnost, pa se kljub nemiru v jugovzhodni soseščini počutil varno in končno brez eksistencialnih groženj. Na nek način vse to velja tudi danes, toliko bolj za voljo našega polnovrednega članstva v Evropski uniji in zvezi NATO, ker smo naposled postali del zahodnega sveta, čemu smo stremeli od taborskega gibanja naprej, najbolj kratko in jedrnato, pa tudi najbolj posrečeno, je bilo to zapisano v Majniški deklaraciji, ki je nedaleč od tu, na Kongresnem trgu, slovesno in pogumno prebral maja 1989 po Napavču. Danes slovensko narodno vprašanje dobiva nova podvprašanja, ki so povezana z ohranitvijo in krepitvijo vsega, kar konstituira danes naša nacionalna istovetnost, od jezika do politične suverenosti. Vse to pravim tudi zato, ker je slovenska matica doslej odigrala vlogo pomembnega katalizatorja teh premišljevanj in stvarne ohranitve naše narodne povezanosti doma in v svetu, ter zato, ker na nek drugačen način to vlogo ohranja tudi danes in gotovo v prihodnje. Tega poslanstva ne smemo podcenjevati. Moramo mu posvetiti potrebno pozornost in razumeti, da se sodobni izzivi za nacionalno istovetnost spreminjajo, na nek način pa se spreminja tudi način njihovega tematiziranja, tako za našo narodno skupnost, kot zlasti tudi za matico. Nobena slovenska ustanova, zlasti ne kulturna in znanstvena, nima tako dolga in slavna tradicija, kot jo ima slovenska matica. Sodi med moralne stebre naših narodnih prizadevanj za istovetnost, samostojnost, za naše kulturno in znanstveno zorenje. In kot sem dejal o obeležitvi 150-letnice, za kar se predsednik odaj na to spomnil zahvaljujem, je njena tradicija veličastna tudi po merilih širšega evropskega prostora. Skozi čas tega zorenja, slovenskega nacionalnega programa in vse, kar k njemu sodi, do njegove uveljavitve in potem do danes je združevala mislice, ki so jo in jo še vedno, ki jih še vedno skrbi za slovensko intelektualno, kot je bilo že rečeno, sredobežnost. Zgodovinska neprekinjenost izpričuje trdnost te ustanove, na vse zadnje, slovenska matica ostaja univerzalno središče vseh, ne glede na vojne, režime, državne tvorbe in spremembe njih natud.
Slovenska matica si je sama utrjevala in oblikovala duhovnega in vrednostnega središča. Presegla je ukleščenost v dnevno-politične dileme, realnost in delitve in samo tako je lahko v skoraj 160-letni zgodovini danes tako živo in polno navzoča. Na to tradicijo smo in moramo biti ponosni vsi. Kot je bilo danes že omenjeno, je zgodba Slovenske matice tudi zgodba o viziji, o tistem začetku, ko so slovenski velmožje, umetniki, kulturniki, izobraženci, trgovci, podjetniki verjeli v moč sodelovanja in v veljavo trajnega povezovanja do današnje, ko razmišljamo o krepitvi istovetnosti in povezovanju v združeni Evropi in v globalnem svetu. Spoštovani gospod predsednik, dame in gospodje, zelo sem počaščen, da sem v tem času, v teh okvirih, zlasti naših narodnih problemov in priložnosti, naših novih stremljenj prejel ta častni naziv. Razumem ga tudi kot odgovornost, da se po mojih najboljših močeh trudim v okviru svojih možnosti Slovensko matico sodelovati tudi poslej. Še enkrat hvala in vsem vse najboljše. Hvala za vaše besede in seveda za vašo obljubo, da boste z nami sodelovali in popeljali matico tudi v prihodnja desetletja. Na pot sožitja, dialoga, razumevanja, miru, strpnosti, kulture in znanosti, spoštovanja in ponosa, kar nas vse vsak trenutek učite. Hvala vam. Zdaj pa vabim bivšega predsednika Slovenske matice, predsednika Slovenske matice v desetletju od leta 2008 do leta 2018, akademika, profesorja Milčka Komelja, da tudi on, ki je s predsednikom Pahorjem takrat intenzivno sodeloval pri pripravi zakona o Slovenski matici, da torej tudi on izreče svoje besede slavja in časti. Spoštovani, kot nekdanji predsednik Slovenske matice, naj se vam kot nekdanjemu predsedniku Slovenske države prisrčno zahvalim za naklonjenost, ki ste jo skazovali Slovenski matici v času, ko se je tudi z obiski pri vas v kriznem obdobju prizadevala za zakon, ki bi omogočil njeno normalno delovanje in s tem njen obstoj. Zavedali ste se njenega simbolnega zgodovinskega pomena, pa tudi tega, da samo ta v času današnjega razmaha drugih založb ne zadošča in nam svetovali, naj svojo dejavnost še razširimo na vprašanja, s katerimi bo vidnejša v javnosti. In to se v času, ko imamo po Dragu Jančarju spet zavzeto tajnico, urednico doktorico Ignacijo Frid-Jarc, že nekaj časa dogaja. Matica se je v nastanku pred 159 leti morala zavezati, da se ne bo umešavala v dnevno politiko in tako deluje tudi še danes. Vendar ostaja s svojim delom ves čas zavezana prizadevanjem za okrepitev in razvoj slovenstva, predvsem slovenske kulture, umetnosti in znanosti, temelječe na slovenskem jeziku. Da se tega njenega pomena zavedate, ste potrdili z vašimi pokroviteljstvi nad jubilejnimi preditvami in dejavnim sodelovanjem, nazadnje na simpoziju med tem žal ukinjenega muzeja slovenske osamosvojitve v prostorih Slovenske matice o očetu slovenske države Jožetu Pučniku in tudi siceršno naklonjenostjo, ki nam veliko pomeni. Ko vam čestitam za priznanje, soglasno dodeljeno na našem občnem zboru, naj spomnim še na vašo nadvse hvalevredno človeško držo, s katero ste se izkazali kot doslej edinstven povezujoč predsednik vseh Slovencev, ki skuša svojo človeško empatijo pomiriti narodno razdvojenost in zato vzbujate široko simpatijo in zaupanje v vseh družbenih okoljih,
ki ga nenaklonjenost vsakršnih radikalnežev in totalitaristov samo potrjuje. Ker se zavedate človeške tragike vseh žrtev naše tragične zgodovine, ste kot predsednik pokazali pieteten odnos do vseh in se izkazali tudi kot pobudnik izjave o slovenski spravi, ki jo je na etičnih temeljih sprejela naslednica Slovenske matice, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, s katero je matica dejavno povezana. Vaša beseda vzbuja zaupanje, ker ni bila in ni narekovana od zunaj in izhaja iz srca. Zato mislim, da je prav, da vaša predsedniška energija žari še naprej in se ne izgubi v obdajajočo nas praznino, ampak naj nas še naprej navdaja z zaupanjem v dinamično harmonijo življenja, v moč slovenstva in slovenske kulture, ki usmišlja naš narodni obstoj tudi v Evropski zvezi. Vesel sem, da se z vami srečujemo v tem slovensko skromnem, a čestitljivem bidermajskem prostoru. Z njegovih sten nas gledajo obličja osebnosti, ki so bile v pogledih na svet in značajsko različne, povezovala pa jih je ljubeča pripadnost slovenski domovini in, če vzamemo liristično stran pod Frana Ilešiča, neomajno zaupanje v moč slovenstva in slovenskega jezika. Svojo podobo ste, če lahko govorim po osebnem vtisu, kot nekakšen deček iz pravljice, ki se je zvil skrbnikom in pričel slediti veri, da moramo spoštovati svojo človeškost in držati skupaj. Zato naj vam čestitam še v slogu vezil naših starih predhodnikov. Čestitka predsedniku. Bil lep mladenič je. Še kot politična žival, prijazno ljudomili mož, se nikdar ni nikogar bal, svet si je želel kot deželo rož, kot sanjal je, voditelj je postal. Ko v noči blodil je s konja padel, temomo angel vzel je spred oči in živ se cilj mu v dušo je prikradil. Spoznal je, da se le za luč bori, da z gledom zbližal dobre ljudi, z vsem je razumel se in ne prerekal, zastavo nosil in med njimi kekal, povezal narodovi s stiskom rok, kot ljubeč človek, ne kot silen bog. Primorski Borut, vseslovenski sin, še krepko živ zapušča nam spomin na upanje, da se med nami boj končuje in se vrača sprava. In še Slovencem kliče, narod moj naj zopet upa in obupuje in se zave slovenskih korenin. Takega gledamo zdaj med seboj, ko se priklanjamo slovenska slava in se mu častno članstvo podeljuje. Še sveti naj iz srčnih nam globin. Hvala akademiku, profesorju dr. Milčku Komelju, ki je na tak način pokazal tudi tiste korenine, iz katerih je zrasla slovenska matica in iz katerih se danes hrani drevo slovenstva. Tradicijo, spoštovanje, ohranjanje spomina, upiranje pozabi. Vse to je tudi današnji dogodek. Bili so časi, ko seveda tudi slovenska matica ni mogla počastiti vseh, ki bi si to zaslužili. Nekaterim je bilo prepovedano izdati knjige, drugim prepovedano izrekati časti. Danes v samostojni Republiki Sloveniji in v demokratični družbi smo ponosni, da smo lahko izrekli poklon in čast bivšemu predsedniku republike, gospodu Borutu Pahorju. V ta dogodek smo vstopili z glasbo. V čudoviti interpretaciji Talite Sofije Komelj, sopranistke, ki je izvedla Puccinijevo O mio babino caro in Puccinijevo arijo Quando non vo. In zdaj bomo z glasbo in umetniško besedo ta dogodek tudi zaključili. Pridružil se nam bo Marko Sfink, bas baritonist, najprej z Ipavčevo Zdravico in potem še z poklonom predsednikom
ker je besedilo napisal avtor iz njegovih krajev, France Belk, z pesmijo Kmetiška, ki jo je uglasbil Stanko Premrn. Prosim. Ko sem prišel na tožni svet, usoda je dejala, da je to živite v znoju kmet, kar bo ti zemlja dala. In niso položili me v posteljico leseno in niso ogrnili me z odejico volneno. Odnesli so me na polje in v rš cvetočo lili. So klasi zagrnili me, v spavanko lepeli. In zrastel sem jaz trdi kmet in ljubim te goreče. Ti rodni moj, prekrasni svet, vas poln ljubezni sreče. Ko sem prišel na tožni svet, usoda je dejala, kaj to živite v znoju kmet, kaj to živite v znoju kmet, kar bo ti zemlja dala, kar bo ti zemlja dala. Posteljico leseno in niso ogrnili me z odejico volneno.
odnesli sobe na podij in vrš cvetoč odeli. So glasi zagrnili me, uspavanko mi peli, uspavanko mi peli. In zrastel sem, jaz trdi kmet, in ljubim te goreče. Ti rodni moj, prekrasni svet, vas poln ljubezni sreče. Ti rodni moj, prekrasni svet, vas poln ljubezni sreče. Kolikor vem, skriva Markus Fink še dodatek, tako da upam, da ga bomo slišali na koncu. Naj se seveda ob tej priložnosti zahvalim tudi pianistki, gospodični Rebeki Debevec, ki spremlja naše pevce. In seveda ob takem slavju, ob takem dogodku je prav, da nazdravimo. Nazdravimo z besedami, ki nas kličejo, da hodimo soncem v očeh in soncem v dlaneh po tem svetu. In kdo je primernejši, da nas k temu nagovori? Naš dragoceni France Prešeren in dramski igralec Tone Kuntner, Zdravljica v njegovi izvedbi. Obrodile so trte, vince dal sladko, ki nam oživlja žive. Srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi v trtih prsih. Budi, kako najprej veselo zdravljico vratečno zapeti. Bog našel nam težavo, Bog živi ves slovenski svet. Brate, vse, kar nas je sinal, zloveča mater. Sovražnike z oblako rotune našega trešči grom. Prost pa je bil očakov naprej. Najbolj Slovencev do najzdravbenih roke si spomne, ki jih še drži. Edinost, sreča, sprava. K nam je nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi nesi. V roke sežete oblast in z njo čas kopret. Spet naša ostrost. Bog živi vas. Slovenke, prelepe žlahne rožice. Ne take je mladenke, kot naše, kar vidite. Najsinov, zarodnov, iz vas bo strah sovražnikov.
reči. Zdaj se pije zdravljica vaša. Vi, naš up. Ljubezni domačije noben ne vam ne usmrti struk, ker zdaj vas kako nas. Jo srčno braniti kliče čas. Živej naj vsi narodi, ki jih rabene dočaka tam, da koder sonce hodi prepir, iz sveta bo pregnan, ne rojak prazno vsak, ne vrak lesosen pobeg. Nazadnje še prijatelji. Kozarce zase vzdignimo. Ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Tukaj ni naj živi Bog, kar nas dobrih ljudi. Hvala vsem nastopajočim, hvala Tonetu Kuntnerju, ki nas je povabil k zdravici zunaj. Verjamem, da boste še postali za trenutek. Predtem pa naj nas še vse enkrat znova poveže. Markus Fink in njegov Slovenec. Slovenecem, Slovenecem, tako je Martiljana, ko me je dete pestovala, ko me je dete pestovala. Zato naj dobro vem, Slovenec sem, Slovenec sem, zato naj dobro vem, Slovenec sem, Slovenec sem. Slovenec sem, Slovenec sem, od zimeli do groba, ne gane moja se zvestoba, ne gane moja se zvestoba. Kar torej reči smem, Slovenec sem, Slovenec sem, zato reči smem,